Vse je odvisno najbolj splošno preko od vremena. Kaj se trenutno kuha v zraku? Če so neke evropske zgodbe, ki se celo dotikajo same Slovenije, ampak dostikrat so to čisto neke banalne stvari, od izvolitve kakšnega našega človeka na kakšno pozicijo, od kakšnega ukrepa Evrope proti Sloveniji, šele takrat, pa še takrat verjetno samo določeni na Facebooku se zbudijo. No. Facebook kot omrežje je bolj narejen da se pohvališ, kje si bil na morju, kateri avto si kupil in da je sosed dobil otroka. No. Redko kdaj, seveda odvisno od uporabnika do uporabnika, res nekaj eksplodira na Facebooku. No. Se mi zdi, da za takšne zgodbe je kot platforma bolj primeren Twitter. Pogrešam neko konkretno strategijo. Ne. Facebook kot platforma je stara 10 let, ne, Twitter nekaj let manj. Težko rečemo, da so to zdaj neke nove platforme, za katero so politiki šele zvedeli in ne vedo, kaj konkretno bi z njimi. Ne. In glede na to, da gre za dvosmerno platformo, ko uporabnik ali pa državljan Republike Slovenije nekaj vpraša, pričakuje odgovor, in seveda na drugi strani spet recimo vlada Republike Slovenije tudi preko tega kanala sporoča zanimive zgodbe in morda, če se le da, išče nek feedback. Moram reči, da te platforme skoraj da niso uporabljene, če pa so pa zlorabljene v primeru nekih večjih dogodkov, od volitev do menjave vlade. Se mi zdi, da tako kot pri večini stvari v naši državi, ko pride nova vlada, pridejo nove direktive in to se menjajo, ne vem, hujše kot vreme. Ne. To je pa, se mi zdi, res škoda, da taka platforma, ki jo uporablja 40% Slovencev, z dosegom 800.000, se pravi skoraj, da mislim, da ni slovenskega medija, ki bi dosegel toliko ljudi lahko naenkrat. In da je še potem tako hiter in da omogoča feedback, je res škoda, da se to ne uporabi. Ne. Za zajemanje povratnih informacij, za tipanje utripa med ljudmi, do sporočanja pomembnih stvari. Platforma je načeloma brezplačna, potrebno je samo znati uporabljati. In od profilov politikov do profilov strank, uradnih organov. No. Če spravim vse skupaj v en stavek, na žalost je res žalost. Twitter ima, po mojem mnenju, mnogo precenjen status v Sloveniji, ker ga uporabljajo mediji, ker ga uporabljajo politiki, ker ga uporabljajo novinarji, mnenjski voditelji. Se ta platforma zelo veliko pojavlja, v smislu, kako je to res nekaj velikega, pomembnega, ampak v primerjavi s številom uporabnikov Facebooka je število uporabnikov Twitterja res minimalno. Ne, ni konkretne številke, tako kot jo lahko dobimo za Facebook, ampak ocena je, da je teh pod 50.000. Če damo to številko še na pol, jih je 25.000 aktivnih, ki res nekaj sodelujejo, nekaj objavljajo ali pa samo bojarsko gledajo, kaj se dogaja. In ni skrivnost, da so politiki aktivni v času pred volitvami, organi so, se mi zdi, ne vem, neke uradne inštitucije so bolj kot ne pasivne. Ne. Občutek imam, da je to v nekem uradu, dobi Twitter neka oseba, ki je to 16. naloga tistega dne. In temu primerno so tudi reakcije. In pri večini politikov je pa tudi tako, da so zelo slabo odzivni. Če se že odzivajo, se odzivajo na tvite nekih tako imenovanih pomembnih ljudi. Če nek navaden smrtnik
vpraša nekega politika ali pa človeka, ki naj bi imel v Sloveniji neko moč, je običajno zignoriran. Se mi zdi, da so to profili, ki samega Slovenca, običajnega smrtnika, se ne dotaknejo. Z vsebinami, ki so, se ni skrivnost, Slovenca zanima samo njegov vrtiček in sosedov vrtiček, ne. Kaj se pa dogaja na vrtičkih čez Gorjance ali pa čez Alpe, mu je pa dosti vseeno. Šele takrat, ko je strah, da bo njegov vrtiček ogrožen zaradi česarkoli, bo šel pogledati profil ali pa začel komunicirati na Facebooku. In tukaj mogoče ni samo slaba luč na Facebook strani oziroma profile nekih evropskih ustanov, ampak je tudi Slovenec zelo pasiven. Ne, mogoče pa tle težava samo o napačnih vsebinah, ki jih objavljajo določene evropske inštitucije. Poanta vseh omrežij je komunikacija in dostikrat pa mogoče je ta pogovor preresen za takšno neresno primerjavo. Facebook je kot ena diskoteka. In tisti, ki upravlja Facebook stran, je DJ, ki vrti v tej diskoteki glasbo. Če DJ ne pozna publike, ne ve, kdo so tisti, ki bi radi plesali, ne ve, kakšno glasbo vrteti, da se bodo odzvali, ne pozna publike, bo imel prazno plesišče. Ali pa če bo zavrtel napačno skladbo, se bo plesišče spraznilo. In to se mi zdi itak splošna napaka večine administratorjev, upravljalcev Facebook strani, da sploh ne vedo, kdo je na drugi strani in kaj si tisti na drugi strani, recimo na plesišču, želijo slišati, brati, klikati, govoriti. In po mojem mnenju, če se vrnem čisto na začetek vprašanja, so objavljene vsebine, ki navadnemu Slovencu ne pomenijo nič. In temu primerno tudi ni reakcij. Slovenec pač ne bo plesal na glasbo, ki je ne pozna. Dolgo časa je veljalo, da smo vsi na tipkovnicah, na zaslonih, na miškah samo glasni. Ne? Da na tipkovnici se upamo vse, vemo vse, lahko bi vse, ampak pač ne. Ne? Da je ta transformacija iz digitalnega v analogni svet zelo šibka. Do leta 2012, ko je, če zelo posplošim, Facebook odnesel mariborskega župana. Ne? Facebook kot platforma, odnesli so ga ljudje. Facebook je samo ena gora nekih strežnikov, je samo platforma. Ne? Vsebina je tista, ki odnese ljudi na ulice. Mislim, da je vsakem od nas narcis, v enem večji, v enem manjši. In Facebook ali pa katerokoli od ostalih omrežij da navadnemu smrtniku nekaj, kar mu prej 1000 let ni bilo omogočeno. Da ima svoj lasten medij. Lasten medij to pomeni, da imaš neko platformo, ki jo spremlja več ljudi, kot jo ti drugače dosežeš v realnem, analognem življenju. In ko imaš medij, če rečemo, da je to Facebook, je tam 200-300 prijateljev, je to manjši kulturni dom, če zapolnimo vse sedeže. To ni malo ljudi. In če si ti v nekem malem kulturnem domu, si na odru, ti kot lastnik tega profila. In nekaj moraš pokazati. Težava pa je v tem, ko to nekateri definirajo že skoraj kot bolezensko stanje, da smo zelo odvisni od samega feedbacka.
ne, če se vrnem v primerjavo s kulturnim domom, a nas bodo izžvižgali ali bodo ploskali, ali sploh bodo videli, da sem jaz nekaj povedal na odru. In to štetje, po domače štetje lajkov, komentarjev, nas, se mi zdi, pelje v čist neke čudne sfere. In smo neki fotel aktivisti z računalnikom, tablico, telefonom, ampak že parkrat se je pokazalo, da če je vsebina prava, bodo šli ljudje tudi na ulice, bodo, če grdo rečem, obglavili nekoga. Bolj je težava, se mi zdi, v tem, da samo z nekaj kliki lahko zelo hitro začutimo, kakšna je klima v državi. Pa tega tiste organizacije, organi, ki bi to morali početi, gladko ignorirajo. In se zdrznaš le takrat, ko to mnenje, ki že nekaj časa boči na spletu, pride na ulice. Takrat je običajno že prepozno, da bi množico ustavil. Meni je smešno, da v letu 2014 hodimo nekaj obkroževati. Da ne govorimo, kakšen večji interes in mobilizacija bi bila pri mladih, če bi lahko to naredil z nekaj kliki. In verjetno je nek interes, da še vedno ostajamo v kameni dobi volitev. Če zbanaliziram v nekaj stavkov, Facebook ni dobrodelna organizacija, potrebuje denar za funkcioniranje, za elektriko, za strežnike, za ekipo. In ker je toliko ogromna platforma, toliko ljudi potrebuje takšno tehnično podporo, da ne govorimo o kreativi, mislim, da ni še konec oglasov, prisotnosti blagovnih znamk na tem omrežju. Je pa vprašanje, koliko globok kozarec je, preden bo voda špricnila čez rob. In zaenkrat, dokler se uporabnik kot tak, če ni zahtevan, ne more umakniti na neko drugo omrežje, ki bi bilo tako široko in tako močno zastopano z uporabniki, mislim, da še kar nekaj let ne bo novega Facebooka ali pa nove platforme, ki bi bila tako močna, odzivna in vse svetovno prisotna, kot je Facebook. Saj obstaja ogromno, ne vem, v Rusiji imajo Facebook, ampak uporabljajo nek svoj V-kontakt. Še, mislim, da na Madžarskem je tudi Facebook kot tak slabo prisoten, ker imajo neko lokalno platformo, ampak gledano globalno so pa le redki konci naše zemlje, ki niso pokriti s Facebookom. In dokler je po številu prebivalcev oziroma uporabnikov to država številka 3 na svetu, če bi bil Facebook država, zaenkrat ni na horizontu neke nove možnosti. Facebook je tako ogromna platforma, da ne govorimo, če prištejemo zraven še vsa ostala omrežja, ki obstajajo. Skoraj 100.000 neuporabnikov omrežij različnih je na svetovnem spletu. Meni je škoda, da ne uporabljajo moči, ker verjetno prvič v zgodovini človeštva ima človek možnost, da ni nek anonimnež v množici skrit in lahko skoči daleč visoko, da se ga vidi in sliši. In mogoče je njegov domet majhen, ampak če bo res visoko skočil, ga bodo videli tradicionalni mediji. Bodo začeli poročati o njem, pisati zgodbe. In ni lepše bližnjice, da potrkaš na vrata katerekoli inštitucije, bodisi državne ali pa komercialne, in rečeš, jaz sem državljan ali pa jaz sem stranka in jaz sem tukaj kralj.
In dokler smo mi pisali pisma pritožb, pisma državnikov ali pa morda klicali na neke inštitucije, je bila to komunikacija med nami in nekom na drugi strani. Vedela sta to samo dva, jaz in tisti na drugi strani. Zdaj, ko je ta komunikacija zelo javna in odprta, se mnoge tako državne inštitucije ali pa poslovni subjekti ne morejo privoščiti tega, da bi ignorirali nekoga, ki javno poziva, da mu nekaj ni všeč ali pa je nad nečem navdušen. In državljani premalo izkoriščajo, oziroma mislim, da se sploh ne zavedajo, kakšno moč imajo. In verjamem, da mnogim na drugi strani je fajn, da je tako, da se ne ve, da ima navaden smrtnik ogromno moč. Ker jim to godi, ker imajo še vedno oni vse konce v svojih rokah. Je pa vedno več primerov, ko lahko fant iz sosednje ulice postane kralj soseščine, če ne celo širše. Je pa seveda vse odvisno od tega, kaj bi radi ljudem povedali. Če samo to, da imamo najlepši paradajz na vasi, je fino, ampak je to informacija, ki zanima samo lokalne vaščane. Če bi radi povedali, da se nam je zgodilo nekaj hudega ali pa nekaj nam zelo pomembnega, ki pa se dotika slehernega, bo pa le ta dobil hitro podporo. In nekdo na drugi strani bo mogel reagirati na takšne kritike, opazke, pripombe. Ker si ne sme dopustiti, da nekdo blati njegov produkt ali pa da se nekdo tako močno ne strinja z obnašanjem nekih inštitucij, ki so konec koncev zato, da poskrbijo, da je nam državljanom lepo tam, kjer smo.